Starši in otroci, zavarujte se pred zlorabami na internetu. Računalniki in internet so v današnjem času del vsakdanjika. Internet otrokom ponuja številne zabavne, uporabne in koristne vsebine, po drugi strani pa jih izpostavlja novim nevarnostim. Uporabljajo ga namreč tudi ljudje, ki imajo slabe namene oziroma ki lahko preko interneta otroka tudi zlorabijo. Otroci, kako se lahko zavarujete pred možnimi zlorabami? Zavedajte se, da lahko postanete neposredne ali posredne žrtve spolne zlorabe, ne da bi se tega zavedali. Povsem verjetno je, da ljudje, s katerimi se pogovarjate preko spleta, v resnici sploh niso to, za kogar se predstavljajo. Zato svetujemo, da ste pri uporabi interneta izjemno previdni in svojih podatkov ne razkrivate. Raziskovanje po spletu in komuniciranje z neznanci vsebujeta tudi določene pasti. Nekdo, ki na primer pravi, da je 10-letna deklica, je lahko v resnici moški. Spolni napadalci, ki uporabljajo internet, so lahko katerekoli starosti, moški ali ženske, in nikakor ne drži stereotip, da so storilci spolnih deliktov zanemarjeni in hudobni stari moški. Policisti vam svetujemo: pri vstopu v klepetalnico vedno uporabi vzdevek, ki ni tvoje ime. Ne posreduj svojih podatkov, svojega imena, domačega ali elektronskega naslova, telefona ali mobitela, v katero šolo hodiš, kje delajo tvoji starši, kako je ime tvojim staršem. Nikomur ne pošiljaj svojih slik, tudi z mobitelom ne. Ne dogovarjaj se za srečanje z nekom, ki si ga spoznal preko interneta. Ne odpiraj elektronskih sporočil, ki jih prejmeš od ljudi, ki jih ne poznaš. Lahko vsebujejo neprijetne slike ali viruse, ki poškodujejo tvoj računalnik. Ne klikaj na povezave, ki ti jih pošilja znanec iz interneta. Lahko vsebujejo slike in zapise, ob katerih ti bo neprijetno. Če te je kdo na internetu spravil v neugoden položaj ali te muči in nadleguje, povej staršem ali skrbnikom. Nisi ti kriv, da dobivaš takšna sporočila. Nekatere spletne strani imajo možnost blokiranja osebe, tako da se ne more več pogovarjati s teboj. Lahko ga prijaviš moderatorju spletne strani. Pri klepetalnicah ne uporabljaj funkcije zasebno. Ne odgovarjaj na opolzka in nesramna sporočila. Otroci, najstniki, starši in učitelji. Na spletni strani safe.si lahko najdete vse informacije, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave. Tu najdete odgovore na vprašanja, si ogledate videe, preverite novice in aktualne dogodke, si natisnete gradiva, odigrate izobraževalne igre, rešite kvize in teste, se naročite na e-novičke. Preventivni nasveti za starše. Pridobite si informacije o internetu, njegovih možnostih, ponudbi, uporabi. Preživljajte čas z otrokom na internetu. Naj vas kaj nauči o svojih najljubših spletnih straneh. Pogovarjajte se z otrokom in mu razložite o seksualni viktimizaciji in potencialni nevarnosti na spletu. Imejte nadzor, kdaj in koliko časa otrok preživi na internetu. Računalnik naj bo v sobi, v katero vstopajo vsi člani družine. Računalnik, ki ga otrok uporablja, naj bo zaščiten s filtrom, ki blokira neprimerne vsebine. Družinski filtri,
filtri vsebin. Pozanimajte se, kakšen je nadzor nad internetom v šoli vašega otroka ali pri prijatelju, pri katerem se vaš otrok veliko zadržuje. Z otrokom se dogovorite, da varuje svojo zasebnost na internetu. To pomeni, da ne sme brez vašega dovoljenja in vedenja nikomur povedati svojega imena, priimka, naslova, telefonske številke, v katero šolo hodi, kje delate vi. Nikomur ne sme pošiljati svojih fotografij, ne da bi prej o tem povedal vam. Naj se nikoli ne dogovori za srečanje z nekom, ki ga je spoznal preko interneta, ne da bi vam o tem povedal oziroma dobil vaše dovoljenje. Če na spletu najde strani, zaradi katerih se počuti neprijetno ali ga je strah, naj vam to takoj pove. Naj ne odgovarja na sporočila, zaradi katerih se počuti slabo ali neprijetno. Povejte mu, da ni on kriv, da je dobil takšno sporočilo. O tem naj vam pove takoj. Varuje naj tudi zasebnost drugih. Povejte mu, da ljudje, s katerimi se pogovarja preko interneta, morda niso to, za kar se predstavljajo. Če vam otrok pove, da je naletel na neprimerne vsebine oziroma jih zasledite sami, o tem obvestite svojega ponudnika internetnih storitev in policijo. Nekateri posamezniki iščejo svoje tarče preko interneta in jih potrpežljivo zavajajo s pozornostjo in prijaznostjo, pa tudi z obljubami in darili. Ti ljudje so pripravljeni porabiti veliko časa, denarja in energije, da bi dosegli svoj cilj. Budno spremljajo odprte profile družbenih omrežij, klepetalnic in forumov, kjer so prisotni otroci. S prefinjeno taktiko ter oboroženimi z informacijami o otroku, ki so jih pridobili na spletu, z njim vzpostavijo stik. Poznajo tako njegove šibke točke, kot tudi dobre strani. Postanejo njegovi edini prijatelji, ki jih razumejo. Okoli njih pletajo mrežo. Pridobijo si otrokovo zaupanje in potem ga počasi zvabijo v razgovore s spolno vsebino. Nekateri se zadovoljujejo z razgovori o spolnosti, drugi to počnejo, da bi pridobili stike ali posnetke, ki jih označujemo z izrazom pornografsko gradivo, ki jih zbirajo ali z njimi trgujejo, lahko pa so to le pripravljalna dejanja za srečanje z otrokom v živo. Na spletu so prisotne tudi osebe, ki čakajo priložnost, da v svoje mreže ulovijo mladoletno osebo z namenom izsiljevanja. Izsiljevanje je lahko v obliki denarnih nakazil, ki jih mora žrtev nakazati, v obliki pridobivanja še več fotografij ali videoposnetkov, intimnih delov telesa ali samozadovoljevanja, pa vse do zahteve po srečanju. Pridobivanje, izdelava, posest, razširjanje, prodajanje ali samo ponujanje posnetkov spolno zlorabljenih otrok je kaznivo. Predvidena kazen za takšno dejanje je 8 let zapora. Zato vas pozivamo, da v primeru zaznave takih primerov prijavite spolne zlorabe otrok, saj storilci na digitalni način zelo enostavno vstopajo v otroške sobe in izkoriščajo njihovo naivnost. Otroci niso krivi, da jih je nekdo izkoristil. Ko so v stiski, ko jih je nekdo izkoristil, jim je treba pomagati. Pomembno pa je, da otroci znajo postaviti mejo zasebnosti v komunikaciji s komerkoli. Takoj, ko je ta meja s strani neznancev prestopljena,
morajo o tem obvestiti starše, prekiniti komunikacijo in blokirati osebo.